V tokratni avtomobilnosti se bomo usedli v univerzitetne šolske klopi. S profesorjem Katrašnikom bomo debatirali, če elektroavtomobilnost sploh prinaša koristi za okolje. Predstavili vam bomo novosti salona v Los Angelesu, vas spet spodbudili k očesnemu stiku med vožnjo ter testirali 2 avta, ki vabita s samodejnim menjalnikom. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Prav tukaj na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani smo pred dobrim letom v sklopu slovenskega avtomobilskega salona organizirali tehnološki paviljon. Na njem smo predstavili najbolj atraktivne modele avtomobilov z sodobno tehnologijo in postavili debatni krožek. Vodstvo Gospodarskega razstavišča in seveda tudi mi se strinjamo, da je avtomobilski salon nekaj, kar v Ljubljano sodi, če ne vsako leto, pa vsaj na vsako drugo leto. Ampak očitno naslednje leto slovenskega avtomobilskega salona ne bo. Zato, ker so se nekateri uvozniki avtomobilov pač odločili, da ga za prodajanje avtomobilov v tej dobi ne rabijo. Se pač avtomobili prodajajo kot za med. Ampak avtomobilski saloni že dolgo časa ne služijo zgolj temu, da proizvajalci pokažejo svoje bleščeče nove modele, ampak tudi, da odpirajo teme mobilnosti. Mobilnost pa se v zadnjih letih korenito spreminja. In to je bila tudi ena izmed funkcij našega tehnološkega paviljona na avtomobilskem salonu. In izkazalo se je, da smo na tehnološkem paviljonu o teh stvareh govorili zelo velikemu številu ljudi. To so vprašanja, ki nas očitno zelo zanimajo. To se je na tehnološkem paviljonu lepo videlo. Odprli smo vprašanja novih tehnologij, ekologije, varnosti, celo recimo ugodnega financiranja avtomobilov. Najbolj aktualno vprašanje takrat pa je bilo seveda povezano z Dieselgate afero. Tudi mi smo se zagrizli v to tematiko zelo strokovno, ker današnji čas, ko zremo v prihodnost mobilnosti, za katero je več kot jasno, da bom prinesla drugačne oblike transporta, verjetno tudi življenje nasploh, je pravo gojišče tega, da nastane tudi veliko zavajanja, polinformacij, včasih mogoče tudi namenoma sproženih debat, ki ne peljejo v pravo smer. Na pomoč pri očiščevanju te teme, predvsem povezane z avtomotorji in z dizelskimi motorji, pa smo takrat poklicali profesorja Katrašnika iz Strojne fakultete v Ljubljani. No in profesor Katrašnik je imel v Cankarjevem domu sredi novembra eno prav zanimivo predavanje z naslovom Kako se bomo na koncert v Cankarjev dom pripeljali čez 30 let. Ne, ni govoril o tem, kako se bomo transportirali oziroma prileteli. Teleportirali. Ampak je govoril o čisto takšnih stvareh, o čemer govorimo tudi v avtomobilnosti. In sicer, kateri način prevoza bomo uporabili oziroma kakšno bo pogonsko gorivo, koliko stane pridelava, predelava in koliko stane očiščenje. On je takoj, ko smo se usedli na predavanje, rekel, da je to stvar, ki ne more trajati manj kot 1 uro. Razlaga namreč. No, mi ne bi bili ničemu, ne bi rekli, da naj bo časovno energetsko bolj varčen in nam vse skupaj razloži v 10 minutah. Pa poglejmo. Torej, slika, ob kateri so vsi srečni. Zakaj? Vidimo, da je prihodnost vsekakor elektrificirana. Imeli bomo električna vozila, vozila z gorivnimi celicami, priključne hibride in hibride. Ampak tudi tisti, ki proizvajajo motorje z notranjim zgorevanjem, se ob tej sliki ne zdrznejo. Zakaj? Ker prav v hibridih in priključnih hibridih imamo tudi motorje z notranjim zgorevanjem. In si poglejmo ta elektrificirana vozila nekoliko podrobneje, prej pa pojasnimo zgolj razliko, ki je pomembna. Elektrificirano vozilo še ni popolnoma električno. Torej, eden izmed primerkov je električno vozilo, kjer energijo celotno za pogon vozila pridobivamo iz baterije. Drug je tako imenovan priključno hibridno električno vozilo, kjer imamo na vozilu elektromotor in motor z notranjim zgorevanjem. Energijo za pogon vozila pa pridobivamo iz baterije, ki jo polnimo, zato tudi ime priključni, ali iz rezervoarja za gorivo. Zelo podobno zasnovo ima hibridno električno vozilo, razen za to razliko, da baterij ne moremo polniti in so zato njihove kapacitete manjše. So pa tudi vozila z gorivnimi celicami, kjer glavno avtonomijo zagotavlja vodikov rezervoar, kjer v gorivni celici pridobivamo iz vodika električno energijo, baterijo pa imamo zato, da pokrije vršne moči. Eno vprašanje. Tukaj imamo zdaj 4 predstavnike avtomobilov, ki so že na cesti. Če jim dodamo samo še avtomobile na bencin in dizelski pogon, imamo vse, kar vidimo danes na cestah in kar bomo videvali tudi v prihodnje.
Ključno vprašanje pa verjetno je, ker pri vseh njih spravimo neko obliko energije v neko obliko posode, iz katere jo potem črpajo. Kakšen celotni ogljični odtis kateri od njih pridela? Ker to je verjetno tisto, kar nas zanima, ko govorimo o nižjem ogljičnem odtisu v družbi kot taki. Zelo dobro vprašanje. Torej, tipično opazujemo zgolj vozila in vozila električna imajo izpuste ogljikovega dioksida nič, kar je pravilno, ker vozilo med uporabo ne izpušča škodljivih snovi, prav tako pa to omogoča to, da to vozilo lahko na vseh trgih prodajamo enako. Vendar vozilo se dejansko brez električne energije ne more premikati, zato je pomembno, da upoštevamo tudi cikel goriva. Pri delanju politik seveda to strogo ločimo, predvsem zato, da lahko tudi jasno ovrednotimo, kakšen napredek bo dosežen v določenem sektorju. Vendar tudi to še ni celotna slika. Celotna slika je, kot ste pravilno vprašali, prav ta celoten krog, torej vozilo je treba proizvesti in treba ga je razgraditi. Če želimo res zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, je pri analizi potrebno upoštevati cel krog. Če pogledamo analize ADAK-a, vidimo, da v življenjskem ciklu vozila pridelajo približno 30 ton CO2 in vidimo tudi to, kar je pomembno. Za proizvodnjo vozil proizvedemo približno 30 ali celo 40% CO2, kar pomeni znatno več kot nič in tudi to je treba upoštevati. Zakaj? Vozila se tipično ali pa deli proizvajajo v deželah, ki nimajo nujno zelo nizkega CO2 odtisa električne energije. Zdaj, kaj pokaže ta primerjava? Pokaže, da v spodnji srednji klasi po tej analizi elektroavtomobil dejansko v življenjski dobi proizvede nekaj manj CO2, ampak celoten njegov plus bomo lahko izkoristili šele takrat, če bomo imeli celotno energijo iz obnovljivih virov, kar je ključno. Nekoliko drugačno sliko je ADAK analiziral za vozila zgornje srednje klase, kjer vidite, da smo porabo dvignili tja do 45 ton in v tem primeru, predvsem zaradi večje mase in večjih CO2 izpusta pri proizvodnji, se elektrovozila ne odrežejo tako dobro. Tako da sporočilo te slike je, ni vsako elektrovozilo enako dobro. Tudi pri elektrovozilu velja, da je manjše vozilo z manjšo maso bistveno bolj okoljsko sprejemljivo. Kot odziv na to so naredili dodatno študijo, ki pokaže, da seveda ob nekoliko manjši ocenjeni proizvodnih CO2 stroških je seveda elektrovozilo lahko bolje. Ne bi želel soditi, katera je bolj pravilna, ampak problem je, da se je vprašanje spremenilo. Iz tega, da smo elektrovozilo zaznavali kot nič CO2 izpusta, se je zdaj razprava spravila na to, ali izpušča sploh manj CO2. Zakaj pa ta razlika? Ta razlika pa zato, ker če pogledamo res veliko sliko energetike, vidimo, da se tukaj skriva transport. Tukaj imamo pa primarne vire energije, kot so surova nafta, premog, zemeljski plin, veter, vodna energija, jedrska energija. In kaj delamo? Dejansko mi z elektrifikacijo transporta porabo energije iz surove nafte prenašamo na elektriko. In če se po električni poti nazaj pripeljemo na premog, zemeljski plin ali pa nafto, smo, poenostavljeno povedano, breme CO2 odtisa premestili na druge. Torej, kdaj bo bistveno bolje? Ko bo energetski sektor defosiliziran, ker takrat je pa to ključno, bo pa elektromobilnost omogočala popolnoma čisto uporabo, kasneje mogoče tudi proizvodnjo, če bomo tukaj imeli nefosilne energente. Ampak pot do tja je relativno dolga. Ampak profesor, a ni tukaj ključno sporočilo nekaj drugega? Vse te poti peljejo v velik energetski konec. A ni ključno sporočilo tega prikaza predvsem to, da moramo kot družba celota zmanjšati predvsem porabo energije, pa katerekoli že? Tako. Naslednje zelo smiselno vprašanje. Zakaj se ukvarjamo samo z tem, kako bomo premestili energent oziroma energetski vektor? Zakaj se ne ukvarjamo, kako bomo uporabili manj energije na enoto prepeljanih ljudi in tovora? In odgovor je zelo jasen. Tukaj primerjamo letalo, osebna vozila, avtobus in vlak. Študij na to temo je več, ampak rezultat je skoraj vedno enak. Torej, smiseln je javni prevoz in seveda najbolj smiseln je javni električni prevoz. In na ta način porabljamo manj energije. In manj energije je seveda manj porabe primarnih energentov in ne glede na energetski miks, če to ni popolnoma obnovljivo, manj izpustov CO2.
In če pogledamo tudi evropske cilje, Evropa od nas zahteva zmanjšanje toplogrednih plinov v transportu in to zelo intenzivno, ampak nam hkrati nakaže tudi pot. Pot pa se imenuje sistemski pristop. Zakaj? Ker obsega tako infrastrukturo, kot tudi logistiko, torej in mobilne servise, multimodalnost, energijo, pridobivanje energije in tudi pogonske sisteme vozil, nikakor pa ne zgolj. Torej jasno sporočilo tudi strani Evropske unije je, da je potreben sistemski pristop. Zato samo z menjavo energijskih vektorjev oziroma goriv ne bomo dosegli cilja oziroma bo dosega cilja zelo draga. In če pogledamo, kaj je naredila Norveška, ki jo tako radi vzamemo za vzgled. Poglejte, tukaj so podatki v milijonah ton CO2 ekvivalenta. In če pogledamo bližji pogled, skupni izpusti so 52,4 milijon ton CO2 ekvivalenta. Iz energetskega sektorja emitirajo manj kot 2, iz celotnega stacionarnega sektorja emitirajo manj kot 1. Torej, opravili so nalogo, defosilizirali so energetski sektor, odpravili so fosilna goriva v stacionarnih kuriščih, optimirali so javni prevoz in seveda potem je logično na vrsti promet. Žal mi tega časa nimamo in moramo delati stvari sklopljeno. Ne smemo pa prezreti, da samo z tem in ne z energetskim sektorjem ne bomo prišli do rešitve. Če poskušamo zdaj to dokaj kratko popotovanje po prometu prihodnosti zaključiti, prihodnost cestnega prometa je vsekakor elektrificirana, ne pa nujno zgolj električna. Naslednje pomembno razmišljanje je tudi to, da zastavljene cilje o zniževanju globalnih izpustov toplogrednih plinov ne bo moč doseči zgolj z intenzivno elektrifikacijo. Zakaj? Ker elektrifikacija cestnih vozil namreč omogoča zniževanje toplogrednih plinov zgolj, če se defosilizira globalni energetski sektor in se posledično znižajo dejanski izpusti pri rabi, proizvodnji in razgradnji vozil. Tako da elektrifikacija je ključen korak, ampak ne more doseči cilja sama. In tudi to ni dovolj, ker obstaja tudi ekonomska rešitev. Zato bo za doseganje ciljev znižanja izpustov toplogrednih plinov potrebno zmanjšati še porabo energije na enoto prepeljanih ljudi in tovora, kar pa terja intenzivno vpeljavo multimodalnosti in povezanih aktivnosti na področju infrastrukture in logistike. In zato vse resne strategije izhajajo iz sistemskega pristopa, ki edini omogoča doseganje ciljev. Spremembe na sistemski ravni pa bodo spremenile naše potovalne navade oziroma razvade. Smo pripravljeni? Mi. V nadaljevanju oddaje gremo v Los Angeles, na tamkajšnje sejmišče in pogledamo letošnje premiere, naj bodo konceptne ali pa že serijske. Testirali smo 2 prenovljena modela, ki zdaj vabita še zlasti s samodejnim menjalnikom. In tudi tokrat vas povabimo, da v prometu z drugimi udeleženci vzpostavljate očesni stik. Nadaljujemo pa z enim prispevkom iz serije, kjer kažemo promet kot ekipno igro. In tehniko gledanja, pri katerim ne gledamo samo nase. Pazi nase, brigi se zase. Tipična mestna situacija in komunikacija med voznikom osebnega vozila in kolesarjem. Vsak se vozi po svojem voznem pasu, vzporedno. Ko avtomobil zavija desno, je velika možnost, da bo kolesarju zaprl pot, ga na nek način izsilil, morda lahko pride celo do trka. Zato je dobro, da se prej pogledata, najdeta stik, se na nek način spoznata. In tako bo vse lažje. Ampak pozor, vse pogosteje kolesar ne more vzpostaviti očesnega stika z voznikom avtomobila. Zakaj? Ne zato, ker ta tega ne bi hotel, ampak ker voznik avtomobila recimo piše SMS in ne gleda ven. Poznamo stabilne in pa malo manj stabilne ljudi oziroma nasprotnike in prav bomo rekel tisti nestabilni oziroma nesigurni v sebe lahko do dobra zmede.
Samodejni menjalnik je pripomoček, ki ga danes lahko priporočimo že kar na splošno. Že dolgo se namreč ni zgodilo, da bi kak avtomatik prestavljal tako zoprno, kot imamo v daljnih spominih. Moderni samodejni menjalniki namreč po večini uporabljajo inteligentno elektroniko, ki zelo učinkovito zazna, kakšne pospeške si voznik v dani prometni situaciji želi. In pomenljivo se nam zdi, da je Hyundai z zadnjo prenovo svojega Clio večji poudarek namenil samodejnemu menjalniku. Kot bi tudi tistim svojim najbolj konzervativnim kupcem želel povedati, da zdaj je pa res čas, da se predajo udobju menjalniške avtomatike. Z njo pa nam je prinesel še nekaj več navdušenja nad tem že znanim modelom. Pričakovali smo in tudi dobili potrditev, da se bo i20 dobro odrezal v mestnem vrvežu. Prav tako smo že dobro vedeli, da je i20 presenetljivo prostoren in udoben. Tudi zadaj se lahko usedejo odrasli in prav nič hudega jim ne bo. Zato lahko brez težav poročamo, da i20 presega svojo običajno namembnost, se pravi vlogo drugega avta pri hiši. Nismo pa si obetali, da bo v tej novi kombinaciji tudi živahen. Litrski trivaljni turbo v kombinaciji s avtomatikom vsekakor ponuja precej več, kot bi pričakovali. Kot bi hotel spomniti na to, kako zelo je Hyundai s Thierryjem Neuvilom uspešen v svetovnem ralliju. Hkrati lahko poročamo, da so Korejci izpopolnili asistenčne sisteme. Avto ni več tako paničen kot tisti v našem prvem testu te generacije. Veliko bolje prepoznava situacije. Novosti tedna začnimo v Los Angelesu, na tamkajšnjem sejmišču. Tam smo videli novo Mazdo 3. Pokazali so jo sicer že lani v Tokiu, a tedaj noben ni zares verjel, da bo tako drzno in športno oblikovana tudi serijska trojka, a točno to se je zgodilo. Mazda je vsekakor dokazala, da si upa, dokazala pa je to z oblikovalcem, ki jih je takoj potem zapustil in šel oblikovati novo kitajsko konkurenco, Chery. Audi nadaljuje s predstavitvijo svoje električne modelske palete. Drugi na vrsti je električni Gran Turismo. V prodajne salone bo pripeljal leta 2020, a tokratni koncept zgovorno govori, da bo šlo za električno variacijo A7. Presenetljivo pri tem pa je, da ta kupe nima kamer namesto klasičnih ogledal, tako kot prvi e-tron, tisti SUV-evski. Jeep je predstavil Gladiatorja. Pika. Je že res, da so kakšnemu džipu že kdaj prej zadek nadomestili s kesonom, toda Gladiator kaže jasno tendenco znamke Jeep, da prodre k novim kupcem, tako kmetom in gozdarjem, kot tudi tistim z bolj avanturističnim prostim časom. Kia je v Los Angeles pripeljala novega Soula, novo generacijo, tako v klasični kot v bolj zanimivi električni varianti. Točno tisti, ki je tako razprodana, da v Evropo uspe pripluti zgolj kak primerak ali dva. In tu je novi 911. Seveda ostaja pričakovano oblikovan, tu ni in ne sme biti kakršnega koli odklona. We believe that having a steering wheel and gas pedals is part of the reason why people like our cars. That's part of the Porsche experience because the driving experience that stands behind it. A vendarle so tokrat pripravili tudi vrsto digitalnih novotarij, o njih bomo govorili v prihodnji oddaji. In povedali smo vam, da Volvo na razstavišče v LA-ju ni pripeljal nobenega avtomobila. I think it is first time for us, of course, but I think it's the first time in the business anybody is doing that. So instead of bringing a concept car, we will talk about the concept of a car. The car is no longer just something on four wheels standing there. A car is more a mobility concept. So it's more important now to talk about all the other things except the physical car as such. A poleg tega niča, s katerim je poudaril revolucionarne spremembe, ki se dogajajo na področju avtomobilnosti, je ponudil tudi vpogled v svet, kakršnega vidijo avtomobilski liderji. In v tem znanstveno-fantastičnem šovu je bilo videti, da najnovejši liderji podjetja Luminar zmorejo človeka ne le detektirati, ampak tudi na njem prepoznati okončine in njegove namere. Tehnologijo samovozečih vozil pa že udejanjajo pri Volvo Trucks. Norveški kamnolom je namreč naročil 6 tovornjakov, ki bodo samodejno s pomočjo GPS-a, lidarjev in radarjev prepeljali 5-kilometrsko vnaprej sprogramirano pot.
Ameriški avtomobilski trg se bo po mnenju analitikov iz Cox Automotive v prihodnjih letih skrčil iz 17 na 16 milijonov in pol. Po najslabšem scenariju pa bi lahko padel tudi mnogo bolj občutno, na komaj 13 milijonov letno prodanih avtomobilov. Eden prvih indicev, ki kažejo na to, je tudi odločitev General Motorsa, da zapre 7 tovarn in tako privarčuje 6 milijard evrov. Družba Fiat Chrysler medtem vlaga 5 milijard evrov v italijanske tovarne. V njih naj bi izdeloval Alfin mali SUV na osnovi Jeepa Kompasa. Na osnovi Alfe Stelvio pa bo zrasel novi Maseratijev SUV. Obetajo se tudi električni 500, hibridna Panda in 500X kot priključni hibrid. Britanski kraljevi avtomobilski klub je opravil raziskavo, ki pravi, da 60% voznikov meni, da so LED žarometi nevarni. Nanašajo se na podatek, da LED žarometi zaradi svoje večje svetilnosti redno zaslepijo nasproti vozeče, 5 sekunda zaslepitev pa pri 80 km/h pomeni 120 metrov vožnje s poslabšanim vidom. Kje bi lahko bila rešitev? Zagotovo matrične luči, to so žarometi z večjim številom majhnih ledic, ki ob zaznavi udeleženca v prometu ugasnejo tiste žarnice, ki bi utegnile zaslepiti, pusti pa prižgane tiste, ki ne motijo. Zanimivo pri tem pa je, da je praktično istočasno prišla ven raziskava Ameriškega inštituta za avtocestno varnost, ki pravi, da se večina avtov še vedno proda z nezadovoljivimi halogenskimi žarometi. Moderni napredni žarometi so po njihovem mnenju pretežko dosegljivi. Avtov s 5 prestavami skoraj ni več. Ročni menjalnik nasploh, tudi če ima standardnih 6 prestav, postaja vse bolj pase. Danes mora avto imeti samodejni menjalnik s 7, 8, 9 ali celo 10 prestavami. Močno vlogo pri popularizaciji avtomatike ima družba PSA. Moderni 8-stopenjski menjalnik pa so po velikih SUV-jih zdaj vgradili tudi v Peugeota 308. Preizkusili smo ga v različici GT, ki predstavlja tip športnega avta, ki si ga lahko privošči marsikdo. Za razliko od podivjanega GTI-ja lahko GT-ja označimo za športnika za vsak dan. S tem mislimo, da stroški zanj ne bodo preveč zrasli. Hkrati pa tudi potovanja ne bodo muka, niti tista družinska, še posebej, če vzamete GT-ja s 600-litrskim prtljažnikom. A kljub racionalnosti takšna 308 ponuja zelo privlačno mero športnosti. Ovinki so lahko zelo živaški, sploh zaradi športno majhnega volana, pa tudi zaradi visoko nameščenih merilnikov, ki s tako zasnovo odpravljajo potrebo po projiciranju podatkov na vetrobransko steklo. Se pa po drugi strani nikakor ne moremo navaditi na to, da vrtljaji na merilniku naraščajo v nasprotni smeri ure. Še bolj pa smo pričakovali, da bodo Francozi v tokratno prenovo sredinski kokpit oblikovali po zgledu pohvaljenega 3008. Toda ne, tudi po tej zadnji prenovi je zaslon na dotik prezapleteno urejen in preslabo občutljiv in manjkajo stikala, ki bi poenostavila upravljanje. Očitno bi takšna prenova zahtevala preveč stroškov. Ja, preden pa se zapeljemo v samo prihodnost, ki bo malo bolj trajnostno naravnana. No, super bi bilo, če bi bila bolj trajnostno. Zelo trajnostno naravnana, pa je treba iti v sedanjost in k poznavanju osnovnih stvari, ki se recimo začnejo že pri samem gorivu. In ko gledamo gorivo, poglejmo vse skupaj malo drugače. Ko natočimo nekaj v svoj avto, naj bo to bencin, dizel, vodik, elektrika, biogorivo, plin, karkoli že, natočimo v avto pravzaprav energijo. In z energijo bi se pravzaprav morali ukvarjati. In ko gledamo na energijo, se moramo vprašati vsaj dvoje. Kako je nastala in koliko onesnaženja je bilo potrebno, da smo jo dobili in koliko onesnaženja pušča ta vir energije pri njeni uporabi. No, in ne smemo pozabiti na tistega oziroma tisto, kar energijo porablja, se pravi na avtomobile. Kakšen odtis recimo pusti avto, ko zapelje ven iz tovarne? Pa moramo vzeti v račun tudi, kakšna je baterija, koliko porabimo za baterijo in kam bomo recimo baterijo kot nevaren odpadek odlagali, da ne začnem po vrsti pri vseh drugih vrstah avtomobilov. Ko zložimo vse to skupaj, ugotovimo vsaj dvoje. Prvič, da ni ene energije, ki
ki bi lahko nadomestila vse ostale. Ali da za zamenjavo ene za drugo v resnici na globalni ravni ne naredimo veliko. Drugo, še bolj pomembno sporočilo pa je, da moramo porabljati manj energije. To je ključno sporočilo današnje oddaje, je, da moramo pričakovati čas, ko bo treba se odreči obdobju, kot ga poznamo. Danes se v resnici še sploh ničemur ne odrekamo, ker če pogledamo prodajne slike letošnjega, lanskega in predlanskega leta, ugotovimo, da kupujemo najbolj energetsko ali netrajnostno naravnane avtomobile, športne terence. Se pravi, mi smo še zelo daleč od tam, da bi se v resnici začeli odpovedovati in prilagajati za to, da bi bili lahko bolj trajnostno naravnana družba, kjer bi se znebili fosilnih goriv. No, ko si rekel, uporabljati morate manj energije, s tem zagotovo ne misliš na kolesa, skiroje in druga nožna poganjalna sredstva. Hojo recimo, ne? Hojo, kar pa je dobro tudi za zdravje. No, mi se vračamo spet čez teden dni in tokrat zadnjič pred novim letom z našo akcijo Osnovna šola varne vožnje. Še vedno pa ste vabljeni, da glasujete za slovenske avto leta in pa da nas ujamete na Facebooku, Instagramu ali pa na YouTubeu. Se vidimo.